Torej, lep pozdrav sem skupaj. Hvala za tako dobro udeležbo. Imeli smo že kar nekaj regijskih srečanj tukaj, pa mislim, da še nikoli ni bilo tako veliko. Mogoče tudi zato, ker so naredili veliko reklamo o tem srečanju. Imeli smo doslej jeseni, mislim, da 12 podobnih srečanj po celi Sloveniji. Vsa so bila lepo obiskana, nikoli se ni bilo take spremljave kot tukaj. Ampak kot je rekla že prej Romana, mislim, da jim moramo biti hvaležni. Prvič zato, ker ta slika pojasni marsikaj tudi za naše evropske kolege. Drugič pa zato, ker ne bi moglo biti bolj nazorne slike, ki bi pokazala razliko med tem, kaj smo mi in kaj so oni. Tukaj neko kričanje, ko smo se sem pripeljali, nekaj v avto priletelo, totalitarni simboli, motenje nečesa, kar je del ustavnega procesa. Slovenija po ustavi parlamentarna demokracija. Parlamentarna demokracija deluje tako, da se ljudje združujemo glede na svoje interese v različne stranke, tekmujemo za naklonjenost volivcev in tisti, ki ima večjo naklonjenost, pač sestavi vlado in upravlja z državo. Smo različni, zato hvala Bogu imamo različne stranke in to, kar mi danes počnemo, je neposredno izvajanje slovenske ustave. Zdaj mi obstajamo že več kot 30 let. Se spomnite, da bi katerakoli naša lokalna ali pa regionalna organizacija, da ne govorimo o državnem nivoju, kjerkoli v Sloveniji v teh 30 letih motili in nagajali komorkoli drugemu, ko je zboroval ali pa se pripravljal na volitve. Pa smo jim to počeli. Moram reči, da do nedavno to v Sloveniji nekako ni bilo običaj. To, kar se zadnje čase dogaja, je res dno. Je preseglo vse meje. Ampak, kot že rečeno, vsak, ki to posluša, gleda, tega sicer ne bo na osrednjih medijih, ker če ne bi imeli takšne medije, kot jih imamo, potem tudi tega ne bi bilo. To je tam rojeno in tam skoteno in tam podpirano. In tudi danes. In tudi za tole danes, preden se je kakorkoli dobro sploh vedelo, da preden ste vi sploh prebrali vabila, ki ste jih dobili, so že nekateri mediji začeli kuriti na to, da še treba zbrati nagajati. Vse drugače tega enostavno ne bilo in potem zadnje dni vsi tisti, ki običajno vabijo na antivakserske proteste ob sredah, so vabili tudi sem Marezike. Tisti, ki vabijo na petkove proteste, so tudi vabili sem. Pa tiste, ki hodijo na oboje, pa še vmes, so tudi vabili sem. Iz cele Slovenije so tukaj. Pa mislim, da jih ni več, kot je nas tukaj, ki smo se zbrali samo za eno regijo. Tako da to tudi veliko pove. Seveda ta radikalizacija, kot so že povedali tukaj pred mano, tudi nevarna. Zdaj, tisti, ki ste malo bolj brali zgodovino, veste, da se je na ta način začel vzpon fašizma v Italiji. Na ta način so vrgli demokratične vlade, so komunisti vrgli demokratične vlade po drugi svetovni vojni v srednji Evropi. Od Madžarske do Češke, v Sloveniji so to že prej naredili. To je nekaj, kar je v temeljnem nasprotju z vsemi demokratičnimi standardi, je skregano z demokracijo, je skregano z slovensko ustavo, je skregano z vsemi, kar pojmujemo kot nekaj
neko normalno civilizacijo. Vendar je treba tem povedati, da Slovenija danes ni Italija v 30 letih, ne? Smo v 21. stoletju in to, kar se tam dogaja, je globoka preteklost, to, kar se je pa zbralo tukaj, je pa slovenska prihodnost. To se kuri. Zdaj, mnogi botri pač tega kričanja danes niso prišli na Primorsko, ne, so globoko skriti v Ljubljani in pač kurijo preko medijev. Ampak zakaj se to dela? Zakaj se to dela? To se dela zato, ker je pač ta vlada v zadnjem letu kljub epidemiji dokazala, da se da dejansko delati drugače, da se da denar, ki ga skupaj zberemo, investirati v tiste stvari, ki jih vi potrebujete, ne pa v paravojsko levih strank na načrtov, da se da izpogajati znatna sredstva, če se znaš pogajati tudi iz evropskih fondov. In v naslednjih letih ima Slovenija na razpolago za investiranje v vrtce, v šole, v ceste, v železnice, v domove za starejše, v obvoznice, v varovanje okolja, v urejanje vodotokov, v vse tisto, kar pač vsi potrebujemo za normalno življenje, več denarja, kot smo ga imeli kadarkoli doslej. V proračunih, ki smo jih včeraj predstavili za naslednji 2 leti, leva opozicija šla ven, ker ima vedno težave s številkami, pa poslušati, pa to razumeti, niso niti poslušali. Tukaj je sredstev za nujne investicije, tudi tiste v zdravstvu, ki so nam manjkale v času spopada z epidemijo, zato je v domovih za starejše veliko ljudi umrlo, ker Slovenija nima negovanih bolnišnic, kamor bi jih dali in dodatno poskrbeli zanje, za domove za starejše. Noben ga niso zgradili v 15 letih, je čakalo na tisoče ljudi, delajte vi rdeče cone, pa pač okužene in zdrave razdelite na 2 coni v domu za starejše, ker se poka po šivih, ker nimate prostora, ker je pa več ljudi v eni sobi. Nič niso naredili, denar je šel za vse živo, razen za tisto, kar je Slovenija nujno potrebovala. No, zdaj pa je seveda ta vlada zagotovila sredstva za vse to, kar nujno potrebujemo in odcedile so se sline. In zaradi teh slin, ki so se pocedile, so ruši vlado, poskušali so na vse možne načine, kričali so in grozili smrtjo prej, preden se je vlada sploh sestavila. Potem so se mi topovi streljali naše koalicijske partnerje, ne takoj na nas, ker smo bili premočni, napadli so Desus, napadli so SMC, grozili njihovim poslancem, jih klicali na domove, še zdaj se to dogaja, ampak gledajte, to ne pride do vas, ker tega v srednjih medijih ni, ker mediji so del te zgodbe in to počnejo. Novinari nacionalne televizije ali pa Pop TV-ja, kličejo lokalnega predsednika Desusa ali pa SMC-ja v Šmarjah pri Jelšah ali pa v Kopru in ga sprašujejo, ali res še podpirate predsednika, ne boste nekaj naredili in tako naprej. To se je spremenilo v politični aktivizem in to je eden od velikih problemov slovenske demokracije. Se pa to ne da rešiti s kričanjem, pa z nasiljem, pa z vsem tem, kar tukaj poslušamo. Ampak je treba iti na volitve, glasovati za prihodnost, in Slovenska demokratska stranka je bistven del te prihodnosti in potem bomo imeli v rokah dovolj inštrumentov, da z demokratičnimi sredstvi tudi te zadeve uredimo. Zdaj, preden zaključim, bi vas prosil še za minuto molka za Jožeta Smoja. Včeraj je umrl slovenski pisatelj in pesnik Jože Smoj, naš dolgoletni član in podpornik, pisec v 57. številko Nove revije, del
pogumne ekipe, ki je orala ledino še prej smo sploh začeli s političnimi akcijami za slovensko osamosvojitev in demokratizacijo. Prešernov nagrajenec, soustanovitelj našega kulturnega foruma, skratka nekdo, ki je bil pogumen v časih, ko je bila javna beseda še zelo omejena z ograjami in z ideološko žico. Torej, naj Jože Smoj počiva v miru, izrekel na sožalje vsem njegovim najbližjim in predlagam res trenutke tišine v počastitev njegovega spomenika. Ohranili ga bomo v trajnem spominu. Glejte, za to, da bo v Sloveniji prihodnost pač prevladala nad mračnjaštvom preteklosti, je potrebno z naše strani storiti več, kot smo storili kadarkoli do sveta. Zdaj, tako kandidati in kandidati, ki so se predstavljali tukaj, kot tudi oba podpredsednica in podpredsednik stranke, ki sta govorila pred mano, so to na nek način že poudarili. Če kdo misli, da bodo naši programi, da bo pač ta razlika, ki se je tudi tukaj zelo jasno pokazala, ko je na eni strani kričanje, na drugi strani slovenska pesem, veselje do življenja. Hvala lepo vsem, ki ste prišli z otroki, z družinami. Program za prihodnost, znanje o tem, kaj je dejansko potrebno narediti. Skratka, ne delamo si iluzij, da bo to prišlo v slovenske domove preko Pop TV ali nacionalne televizije, za katero dajemo več kot 100 milijonov na leto iz vaših žepov. Prej bila njihova kamera tukaj. 12 podobnih srečanj smo imeli, nikoli jih ni bilo. Nikoli jih ni bilo. Danes so prišli zaradi njih, ne zaradi vas. Torej, preko teh medijev to ne bo prišlo v slovenske domove, zato mora priti preko nas. Do volitev je potrebno vzeti pot pod noge, razložiti naš program, razložiti to razliko, ki je nam očitna, marsikomu pa mogoče tudi ni. Povedati, da gre za to, ali bo denar, ki ga skupaj ustvarjamo, prišel do vas, do njih, ali pa se bo to vse nekje porazgubilo v Ljubljani za razne študije o dolgotrajni oskrbi, za katere so recimo namenili 75 milijonov evrov, zgradili pa niso niti enega doma za starejše. To je treba ljudem razložiti in jaz mislim, da na tej podlagi lahko zberemo dovolj glasov, da oblikujemo trdno vlado, ki bo zagotovila Sloveniji prihodnost, za kakršno smo glasovali na plebiscitu decembra leta 1990 in kakršno si vsi zaslužimo. Zdaj, tukaj za mano je naš slogan in grafična podoba je podoba sate. Nas Slovencev, vsi Slovenci smo, vsi državljani te države in naši rojaki, ki živijo v mestu in po svetu, smo veliko sate. Vsak predstavljen šesterokotnik in nas je 2,5 milijona vse skupaj. 2,5 milijona nas je. In to sate ni popolno, če kdorkoli manjka. Zaradi tega mi ne izključujemo, mi povezujemo, vemo, da na ta način lahko ustvarjamo energijo in enotnost, ki je potrebna za to, da bo prihodnost prevladala nad preteklostjo. Hvala, ker ste danes prišli sem, ker ste se zbrali v takem številu, kljub temu, da se je že nekaj dni grozilo, kaj se bo vse tukaj dogajalo. Hvala, ker vztrajate na slovenski poti, na poti prihodnosti. Imejte se lepo še naprej, ne se dati prestrašiti. Hvala za udeležbo, Bog živi Slovenijo.